razbite svoje manifestacijske blokade skozi čakre. Vsaka želja, ideja, vizija potuje skozi čakro, skozi vsako fazo in zato je prav vsaka pomembna. S to vajo boste lažje uresničili in manifestirali svoje želje v materialnem svetu. Vsaka čakra je pomembna, zato je ključno, da vse delajo optimalno. Če se ustavi energija te želje v eni od čakr, se ustavi manifestacija. Lahko da se vam ustavijo vedno na istem mestu. S to vajo boste dobili odgovor, katera čakra je blokirana in ne deluje pravilno. Tako jo boste s pomočjo barve, kristalov, hrane in drugih načinov, katere bom opisala v drugem delu te vaje, odpravili. In sedaj naredi globok vdih in izdih. Začuti, da je vsak tvoj vdih vnos življenjske energije, zaradi katere si danes tu. Hrbtenica naj bo zravnana, ramena sproščena. In vsak tvoj vdih je dejansko vdih zlate energije, ki je okoli tebe. Opazi, zaznaj snop velike zlate energije in ti stojiš v njem. In vsak tvoj vdih je dejansko vdih te zlate svetlobe in vsak tvoj izdih je polnjenje tvojega telesa s to zlato rumeno energijo, s toplino in ljubeznijo. In kar naredi globok vdih in izdih. In zadnji globok vdih in izdih. In sedaj te vabim, da prikličeš v svojo misel, idejo, željo, cilj, katerega bi rada, da se ti manifestira. Ta tvoja ideja bo potovala skozi čakre in ti samo opazuj občutke. In ta pot od ene faze do druge, od ene čakre do druge čakre, bo dejansko aktivirala delovanje te tvoje ideje in sodelovanje s čakro. Vabim te, da občutiš, kako potuje in zaznaš, če se morda ta tvoja energija, želja nekje ustavi, oziroma kje se ustavi. Kolikor pozabiš, je povsem v redu. To pomeni, da si aktivirala to čakro in jo odprla za manifestacijo. In predstavljaj si, da je nad tabo velika energijska žoga, premera približno 10 cm. In trenutno se ta energijska žoga nahaja nad tvojo glavo, nad kronsko čakro. In žari. In naredi globok vdih
in se poveži s svojim notranjim jazom, s to energijo. In naredi ponovno globoko dih in se poveži s to mislijo, s to idejo, s to željo. In sedaj te vabim, da z vso energijo svojo, s to povezanostjo, z mislijo, idejo, vstopiš v to energijsko kroglo, ki je nad tvojo glavo. In ta energijska krogla lebdi nad tvojo kronsko čakro, ki je vijolične barve. In začne svojo pot in vstopi skozi kronsko čakro, ki je edina čakra, ki se na ta način odpira. In ta energijska žoga, krogla, ki žari s tvojo idejo, s tvojo notranjostjo, vstopi v tvojo kronsko čakro, ki je na vrhu glave, in občuti, kako dobrodošla je tu. Čutiš motivacijo za svojo idejo, željo, cilj. Čutiš morda priložnost, inspiracijo, kako zaznavaš to energijo. Vkolikor se ti pojavi kakšna megla, naj odide. Samo čuti. Iz te 7. kronske čakre na vrhu glave potuje tvoja energijska krogla v 3. oko, ki je na sredini čela. Indigo modre barve. In zanima me, ko vstopi v ta predel, ali si ustvarjalna, ali vidiš podrobnosti svoje ideje, čutiš kreativnost, si kreativna. Kako se počuti tu tvoja energijska krogla? Ti prihajajo ideje? Ali čutiš, da srečuješ prave ljudi? Ali dobivaš prave misli, slike, uvide? Zaznavaj. Ali dovoliš, da iz 3. očesa tvoja energijska krogla potuje v grleno čakro, ki je v predelu grla in je modre barve. Opazuj to energijsko kroglo tu. Kako izražaš svojo idejo, svoj cilj, ali govoriš resnico o tem, se lahko pogovarjaš. Zaznavaj, kako in kaj govoriš drugim o svoji ideji in želji. Z vstopom te energijske krogle se grlena čakra aktivira. Si vznemirjena, gre krogla lahko naprej na naslednjo fazo. In sedaj potuje iz te grlene čakre v srčno čakro, torej v predel srca, ki je zelene barve. Kako je sprejeta tvoja ideja tu v tvojem srcu? Je dobrodošla? Jo imaš rada? Občuti to svoje srce, občuti motivacijo za svojo idejo. Ali se imaš dovolj rada, da si dovoliš, da se uresniči? Kako čutiš tu svojo energijsko kroglo? Zaznavaj. Iz srca potuje v solarni pleksus,
To je predel okoli popka. Je rumene barve in zaznavaj, kako sprejeta je tvoja energijska krogla tu, kako dobrodošla je tvoja želja, si spontana pri njej, pri tej ideji. Ali občutiš svoj notranji jaz, to svojo moč, to svojo življenjsko energijo? Ali si pripravljena na akcijo? Si pripravljena na manifestacijo? Ali čutiš, da se moraš morda s kom povezati? Zaznaj, kako se ti ideja uresničuje. Zaznaj, kako se aktivira ta solarni pleksus rumene barve. Od tu potuje v spalno čakro. Spalna čakra je 3 prste pod popkom. Sakralna čakra oranžne barve, v katerega je vstopila tvoja energijska želja. Kako se počuti tvoja energijska krogla tu? Občuti. Imaš dovolj energije za njo? Si navdušena? Si prepričljiva? Si prepričana? Občuti moč te čakre, kako daje energijo tvoji želji. Daj začuti. Predstavljaj si, da je že vse organizirano in da se ti uresničuje. Dovoliš, da energija potuje naprej do korenske čakre, ki je temeljna čakra rdeče barve. Si vztrajna. Ta čakra, ki je v predelu presredka, je osnovna čakra, povezana z zemljo. Kako je tvoja energijska krogla prijeta tu? Je ideja sploh sprejeta tu? Je stabilna? Je varna? Ima temelje? Začuti. Začuti, ali je stabilna ta ideja, želja, cilj. Občuti to rdečo barvo, ki se aktivira in da dodatno moč tej tvoji krogli. Občuti to zemeljsko moč in zemeljsko energijo, kako ti pomaga in odnese tvojo željo v svet, da se uresniči. Dovoli čakram, da manifestirajo tvojo željo, idejo, cilj. Naredi globok vdih in reci: 100% dovolim čakram, da delujejo in da se mi vse uresniči. In naredi ponovno globok vdih in reci: rada imam manifestacije in rada imam obilje. In sedaj sledi razlaga blokad. Če ste zaznali neko blokado, neko meglo, nek neprijeten občutek na kronski čakri, ki je na vrhu glave in je vijolične barve, pomeni, to je vstopna točka za višje energije, to je vaš potencial. Barva je vijolična, občasno tudi bela ali zlata. In to so dejansko izkušnje duhovnega sveta.
Kristal, ki bi vam pri tem pomagal, je ametist, kamena strela, turmalin. Da aktivirate ponovno to kronsko čakro na vrhu glave, je priporočljiva joga, meditacija. Zelo zaželeni so trenutki v tišini, da se povezujete sami s sabo. In tudi odlično bi bilo, da večkrat oblečete oblačila v teh barvah, to pomeni v vijoličnih barvah. Vkolikor ste zaznali nek neprijeten občutek v tretjem očesu, pri čelni čakri, to čelna čakra je povezana z duhovnostjo, duhovno središče, to je vaša intuicija, vaša modrost, je indigo modre barve. Kristal, ki vas bo podpiral in aktiviral to tretje oko, to čelno čakro, je kremen, ametist, smaragd in drugi. Hrana, priporočljiva je vsa zelenjava, sadje, od čaja pa divja mačeha, vijolica in sivka. Vkolikor ste zaznali nekaj v grlu, pomeni, da se vam je ustavilo v grleni čakri, ki je modre barve. Grlena čakra je pomembna, da lahko izražate misli in čustva. Kdaj jih lahko izražate? Ko imate povezan in srce in s srcem govorite tisto, kar mislite, kar imate v glavi. Je komunikacija ta grlena, je govor in dejansko izražanje lastne resnice. Kristali, ki vam bodo pripomogli pri aktivaciji oziroma izboljšanju tega energijskega centra, je modri kalcit, turkiz in drugi. Kako lahko še izboljšate? Da nosite svetlo modro barvo oblačil, čim bolj pogosto, opazujete modro nebo, modre barve, poleg neba morda vodo, morje, čista jezera, turkizno barvo in tako dalje. Hrana, ki se priporoča, so borovnice, črno grozdje, ribez in slive. Srčna čakra je čakra ljubezni, energijski center, je kolo življenja ljubezni v zeleni barvi. Kristal, ki vam bo pri tem pomagal, je roževec, rodonit, turmalin, malahit. Hrana, vse v zeleni barvi, zelena jabolka, ohrovt, špinača, zelje in seveda oblačila v zeleni barvi. Naslednja čakra je čakra solarnega pleksusa, to je v predelu okoli popka, med srčno in popkam, in je rumene barve. Tukaj je vsa vaša notranja moč. Je dejansko tudi vstop za strah, je intelekt in razmišljanje. Kristali, ki vam lahko pomagajo, so citrin, tigrovo oko, topaz, jantar in drugi. Hrana, vse, kar je take rumene barve, so buče, banane, krompir, limone, ananas, hruške, semena in seveda oblačila v tej taki rumeni barvi. Naslednja je sakralna oziroma spolna čakra, ki se nahaja 3 prste pod popkom. Je oranžne barve in je energijski center oziroma kolo življenja za spolnost, odnos do življenja, do čutenja užitkov, do spolnosti. Čista energija. Kristal, ki vam bo aktiviral, izboljšal ta energijski center, je karneol, roza turmalin, roževec, zlati topaz, baker. In hrana, soja, korenje, buče, melone, breskve, mango in druga hrana oranžne barve. In
In pomikamo se k zadnji oziroma glavni temeljni čakri, to je korenska, ki je rdeče barve. Vkolikor ste začutili neko nelagodje v tem predelu, vedite, da je to energijski center za preživetje, da je to volja do življenja, da je to odnos z matero zemljo, z naravo, da je tukaj vaša samozavest. Kristal, ki vam lahko pomaga pri tem energijskem centru, je rubin, granat, jaspis, rdeče tigrovo oko, črni turmalin in drugi. Hrana pa rdeča pesa, redkvice, ribez, češnje, jagode in vse, kar je rdeče barve, in absolutno pripomorejo tudi rdeča oblačila. Namen te vaje je, da ugotovite in razbijete svoje manifestacijske blokade. In s tem vas povabim, da tam, kjer ste ugotovili neko blokado, neko težo, nek neprijeten občutek, da začnete aktivacijo tega energijskega centra s kakšnim kristalom, z nošenjem oblačil v teh barvah, s hrano in z drugimi nasveti. Želim vam čim več manifestacij.